Ja, veš, da sem pol razmišljal o seznamu, pa sem se rekel, kjer je prvi, zakaj bi bil ta prvi. Jaz bi še vsem zbral Midjourney kot prvo orodje, se pravi, to je generiranje slik iz teksta, konkurenca Daliju, pa Imagenu od Googla. Razlika tega je, da sicer da imajo neko browser verzijo, kjer to lahko sicer tudi delaš, drugače pa vse dela prek Discorda, pa tam generiraš vse slike, se pravi, malo so, bolj bi človek rekel, malo manj uporabniku prijazni, pa ne integrirani v vse stvari, kot so recimo ostali image GenAI. Je pa kvaliteta slik, če se pravi, res je poudarek na tem, da moraš prompting poznati, ne. Se pravi, če želiš neke rezultate res konkretne dobiti, v smislu rečeš, to ne bo krožnik s tako hrano, s takim ozadjem, če znaš to napisati na pravi način, obstajajo pač tudi neki nasveti, na nekih forumih so neki primeri, res dobiš, ne vem, izjemne rezultate, bi rekel tako, kot slike, ki jo potem lahko uporabiš, ali ne vem, v nekem prezentaciji, ali konc koncev za nek content, ki ga objaviš. Zdaj omogoča tudi ta del, da rečeš, ok, to sliko sem ti nauploadal, pa recimo, ne vem, dam svojo sliko, pa rečeš, da naredi mi karikaturo iz tega, pa to ne bo gor. Se mi zdi tako, no, je že zelo blizu tega, da lahko uporabljaš kar direkt. Se pravi, meni kot nekomu, ki mogoče ni direktno oblikovalec, je super, ne najdem nekih toliko napak not, definitivno bi rekel dvakrat boljše orodje kot Dalija, ne. Imagen je pa itak problem, da težko do njega dostopaš, oziroma je tako samo v konzoli od Googla in tako ne moreš direktno testirati. Tisto, kar pa vidimo, kot so showcase-i, recimo exempli, kaj ne bi bilo, pa vemo, da je vedno tako malo prirejeno, lahko, da ni čist direktno, ne. Te pa lahko sam sprobaš stvari, pa tako vidiš razliko. Zadnjič sem imel en primer, ful dober je bil en kuža, ki gre tako iz vode ven, veš, je bil slika. In tako na prvi verziji, ne, so bile one kapelce, pa tako nisi jih videl kapelce, ta tretji tako višel na dlaka, se vidi čist detaljno. Jaz bi rekel, da je mogoče že bolj detaljno, kot pa kad ti slikaš s fotoaparatom, ne, tako da je že tako, ni toliko realistično več, ker je se kot da gledaš na HD res hud, veš, 8K televizija, pa rečeš, ne, preveč detaljno vidi, dajmo na 4. Ja, to, kar nam zdaj HDR prinaša, ne, ker je vse še bolj svetlo kot realnost in tako. Meni tudi Midjourney mi je zanimiv ravno zaradi tega, ker je eno teh starih AI toolov, torej v bistvu so bili eni od začetnikov uporabe teh transformerjev in generativnih modelov, tako da, ampak tudi harajo še naprej in rastejo. Je pa res, kot si rekel, nikoli niso zares tega orang preklopa naredili v ta javni način delovanja, torej da bi bilo v browserju, da bi bili bolj populistični. In tudi, ja, kot si rekel, prompting je še vedno ostal, je ful pomemben. Ok, zdaj, moja prva, ki sem jo zbral, tudi sem imel težavo s tem, pa sem pa rekel, da je kar malo naključno. Ampak kar sem zbral je Captions aplikacija, to je aplikacija, ki dela v browserju, na telefonih, pa sem se z njo igral zadnjih par tednov kar velik. Poanta je, da dela, torej osnovna funkcionalnost je, da ti naredi podnapise na videih. Zakaj to? Danes se mi zdi ful pomembno, torej s 1. avgustom na TikToku štartajo oglasi tudi v Sloveniji, kar pomeni, da bo veliko več podjetij delali TikTok content in tam neko tako funkcionalnost pač rabaš. In zdaj ta del ti to avtomatizira, torej deluje v slovenščini, na večini stvari podpira slovenščino, ima pa še kupenih drugih, torej AI podprtih funkcij ali pa funkcij za video editing, od tega, da ti po nekih templatih zgenerira avtomatski video, do tega, da imajo neke karakterje oziroma persone, ki lahko nek video zate naredijo, kjer ti torej rečeš, daš nek topik ali pa daš skript, pa ga potem zbereš persono in ta persona to prebere. Tam jasno, slovenščina je taka, kot je na nivoju podobna, kot jo ima, če se z OpenAI-om, s ChatGPT-om pogovarjaš, torej malo so te trdili in malo je čudna izgovorjava, ampak spet zaštartati je kar zanimivo. Probal sem tudi ta njihov feature, kjer jim daš link do product page-a, pa ti zgenerirajo video oglase. Spet stvar je bila kot nek
prva verzija kot neka mogoče tudi ideja, pa nekaj za pokazati, prezentirati kot neke prve drafte, je bila zanimiva, kar je bil mogoče en bug, hecen beden, torej ena verzija videov, ki jih proba zgenerirati, je ta influencer style shot, kjer influencer v ospredju govori, zadnje pa scrolla po websiteu, in tam, kar je scrollal, se je v bistvu videl samo cookie consent, kar pomeni, da ta v bistvu ni funkcioniral na tem konkretnem pageu, ki sem ga jaz testiral. Zdaj tle za video oglase je še en kup enih toolov, od, ne vem, en, ki ima zdaj, se mi zdi zelo raste, je Ad Creative AI, skratka, tega je res veliko, no, ampak ta bi bil moj prvi, dober dela na slovenščini, podnapise naredi, en kup templateov ima za podnapise, meni je bil všeč. Za sprobati. In tega Ad Creative sem probal, tudi ok, no, tako se je, za začetek, se mi zdi. Ne, bil mečkan generičen, ampak soliden, ja, drugač, mislim, res veliki idej dobiš. No, tudi tega, ki si omenil, je ta pač nek navaden subscription, ki si lahko vsak prvošča, da je to ful drago. Ne, Captions je, ne vem cene, ampak ja, začne se kako bi rekel, 10-15 evrov. Ja, ni vno 100 moraš dati. Ne, je sicer pol neka pro verzija, ki ima več funkcionalnosti, ampak za začetek to ni neka investicija. Tipa, če recimo, da boš na mesec generiral, ne vem, 5-10 videov za TikTok, ti pa prehran več kot 10 evrov v tem mesecu. No. Ja, je to. Kaj pa tvoja druga? Ja, če se navežem na tvojo prvo, Opus Pro, poznaš Opus Clip Pro. Zdaj, njihov en tak štik je, da daš en velik video, se pravi long form video, ali pa recimo webinar, če recimo webinar delaš, in ti jih zreže na 10 klipov, shortov, rečemo temu lahko, in ti tudi zraven ocen, kakšno viralni potencial imajo, pa ti v bistvu prenapise naredi čez video. Čakaj, še enkrat, kaj so že prenapisi? Ja, že so podnapisi, to si ti omenil. Prenapisi so pa te, ki zdaj po vseh TikTok videih in po vsem tem vidimo, tako da ti lepo čez jih pobarva, se nek slog zbereš in tako. Pa tudi lahko poeditaš, tako da recimo, ne vem, malo dodaš, rečeš, ta krop pa ni v redu, jaz bi ga malo prej začel ali pa malo kasneje. To lahko urediš. Pa zdaj imajo na voljo tudi koledar v beti je, kjer lahko v bistvu ta content kar nastaviš in ga schedulaš, se pravi, kdaj se objav. Tako da res lahko narediš relativno zelo hiter nekaj za enega daljšega videa, narediš se pravi nekaj te krajše short, zdaj zelo hypo zadeve, tako da malo nanašaš tudi na ta del vsebina za TikTok, advertising za TikTok in tako. Ja, trojka pri meni bo spet video, ampak spet mogoče video iz druge vidika, kako ustvariš video iz teksta. Runway bi jaz priporočil vsem, ki se s čim takim ukvarjajo, ki zna res tem modelom Trino, zdaj, ki je prišel ven, res kaže izjemne rezultate. Tako, v smislu nekih detajlov pa to. Se pravi, še vedno imam pomislek ta del, kako to porabiti za neko produktne stvari, se pravi, ker imaš ti svoje produkte, kako zdaj tja prepeljati svoje slike, pa vse to. Par zametkov tega sicer je. Je pa to orodje, ki po mojem od vseh teh zahteva največ nekega znanja, ker je tako, da moraš kar veliko stvari nastavljati, pa tako ti omogoča veliko stvari narediti. Se pravi, ne vem, recimo neke epic movie lahko narediš, pa za prezentacijo, ali pa ne imaš kaj takega, pa sestaviš kakšen tak video, bi je to super orodje, ali pa dobiš kakšne ideje pa to iz tega ven, ampak v settingsih pa vsem tem se moraš pa malo poglobiti, no, ni njih tako. Je pa dostopno, tako se mi zdi, da če se s tem ukvarjaš, kar tako cool orodje, no.